Dober večer. Pozdravljeni. Sliko smo pred portoroškim avditorijem, kjer naš novinar Aljaž Bastić. No, to ni seveda Aljaž. Da, to sicer ni Aljaž Bastić. No, kaj pa je to ponagajalo našim kameram? No, dajmo, poglejmo, tako je, to je že bolje. Tukaj vidimo Aljaža Bastića, ki čaka na ministrico za kulturo Lilijano Bizjak-Mlakar. To pa že prihaja njihov vladni avtomobil BMW, novi. Tukaj vidimo tudi direktorja Slovenskega filmskega centra, Joškota Rutarja. Čaka na njo. Voznik je vstal, gre hodi do vrat. In zdaj je odprl vrata. In tako prihaja ven. Tako. Da, to je ona. Gre za po nogah sem jo prepoznal. Prepoznal sem jo. No, dajmo zdaj besedo Aljažu. Kako ocenjujete biro letošnjega festivala slovenskega filma? Ja, mislim, da so se kar zelo potrudili in da imamo spet pred seboj nekaj zelo dobrih filmov, tako da upam, da bo tudi izbor potem vse te nagrade, torej da bodo res, verjamem, da bodo prišle v prave roke in da bomo spet lahko ponosni na to, kar so naši ustvarjalci ustvarili. Kako pa to, da se niste uspeli dogovoriti, da 3,3% zmanjšanja financiranja za Slovenski filmski center oziroma slovenski film ne bi bilo? Kdo pravi 3,3%? Koliko bo pravzaprav res, to bomo šele videli, ker namreč stvar je takšna, da je proračun bistveno bolj, torej kar se tiče rezov, ki so trenutno predvideni, so bistveno večji. Tako da bi bila jaz zelo vesela, če bi šlo samo za 3,3% rezanja v proračun. Je že znana informacija, za kakšen rez bo šlo? Ne, ni znana. Danes bi morala biti proračunska seja, je premaknjena na nedeljo in to je tudi razlog, da sem danes lahko tukaj. Pa lahko ocenite, za kakšen rez bo šlo in kaj bo to pomenilo za slovensko filmsko, če lahko rečemo, industrijo? Trenutno so predvideni kar precejšnji rezi, vendar upam, da se bo dalo kaj dogovoriti, da do tega ne bo prišlo. Kateri so vaši najljubši filmi letošnjega festivala? Jaz bi kar rekla, da bi bila zelo vesela, če bi si jih lahko ogledala vse, tudi žal mi je, da včeraj nisem mogla priti, da bi si ogledala tudi film od pevca. Vendar bomo videli, kako bo. To se pravi, kot ministrica za kulturo se ne smem odločati za enega ali drugega, moram to pač prepustiti strokovnim žirijam in verjamem, da bodo oni izbrali tisto, kar bo najboljše. Pa si boste tekom leta uspeli ogledati? V bistvu je tako, da si moram sama poskušam biti na čim več prireditvah, torej ko gre in za filme in za koncerte in za balet imam zelo rada, razne, torej tudi opero, gledališče, ostale tudi ljubiteljsko kulturo. V različnih galerijah sem in poleg ostalega dela mi praktično ne ostane nič drugega. Torej lahko rečem, da sem ves čas in na kulturnih prireditvah, ostali del moram pa posvetiti pa delu, ki je zelo resno in si ne morem toliko privoščiti, kolikor bi si želela. Pa še zadnje vprašanje, vaš najljubši slovenski in tuji film? Ja, za tuji film se ne bi ravno odločala, kater bi bil, imam pa zelo rada filme Vinka Möderndorferja, ker so tako socialno občutljivi. Hvala tudi vam. Dober intervju. Aljaž, čestitam, mislim, da si na dobri poti, da postaneš nov Siniša Gačić.